Lepo pozdravljeni. Mogoče tudi vi čutite po eni strani veselje zaradi praznikov, po drugi strani pa vam je malo nelagodno in bi jih najrajši preskočili, ker se počutite osamljeni, ali pa vam je neprijetno, ker se boste morali srečati z družinskimi člani in veste, da bojo tiste neprijetne, neizrečene stvari prišle na plano. V tem videu vam želim pokazati, povedati in razložiti, kako lahko naredite, da bodo ti prazniki najlepši in najboljši tudi za vas, ne glede na to, kaj se bo okoli vas dogajalo. Jaz sem Asja Dominko, sem avtorica 3-mesečnega programa Notranji mir, kjer ljudi vodim do tega, da pridejo do sebe, da najdejo v sebi notranji mir, sigurnost vase in da si znajo narediti ali praznik ali navaden delovni dan zelo lep. Torej, kako narediti, da bodo ti prazniki čudoviti? Ne glede na to, da mogoče jih preživljate sami. Ne glede na to, da jih mogoče preživljate v družbi z ljudmi, s katerimi čutite neke zamere ali pa se neprijetno počutite. Torej, kako narediti, da bo ta božič, to novo leto, vseeno za vas čudovito? Štarta se od znotraj. Štarta se pri sebi. Štarta se na ta način, da se vi odločite, jaz se bom imela lepo te praznike. Ne glede na to, če bom kdaj kakšen večer sama, ne glede na to, če mi kdo ne bo všeč, ne glede na to, če mi darila ne bo všeč, ali če papirja ne bom našla, ali če bo gužva v trgovinah. Izberite si in odločite si, da ste te praznike prioriteta vi sami sebi. Izberite si in zamenjate perspektivo. Prazniki so lepi, lučke so vsepovsod, božične pesmice so vsepovsod, ampak pomembno, da to znamo tudi sami sebi ustvariti. In ne, da čakamo, da nam zunanjost to naredi, kar nam seveda lahko naredi, ko smrekce okrasimo, ko kupujemo darilca, ali se jih veselimo, ali kuhamo. Ampak dajte vse, karkoli se bo dogajalo čez praznike, zamenjati perspektivo in postaviti na prvo mesto sebe in svoje dobro počutje. In tudi, če to mogoče pomeni, da kako tradicijo prekinete, pa rečete, danes, letos pa želim preživeti mogoče božič malo drugače. Z drugimi ljudmi. Želim se drugače počutiti in si privoščite to razkošje praznikov, da bo za vas praznično. Navajeni smo ustrezati drugim, navajeni smo delati stvari zaradi tega, ker se že toliko časa delajo, ampak kaj, če bi ta božič slišali sebe? Kaj, če bi to sporočilo miru, ki ga praznik nosi v sebi, našli najprej v sebi? Kaj, če bi se res odločili, jaz sem sam sebi pomemben in moj mir notranji je meni pomemben? In če čutite osamljenost, če čutite žalost, dajte si dovoliti razkošje, da čutite te občutke, vzamite si nekaj časa zase, umaknite se nekam, prečutite. Če je treba, tapkajte, poglejte si še kakšen moj video prejšnji, naročite se na kanal, ker tega bo še veliko. Dovolite si, da grejo neprijetni občutki iz vas ven in potem izberite svojo novo perspektivo, izberite, kdo hočem biti. Jaz hočem biti oseba, ki je srečna v božiču, ne glede na to, ali je okoli mene 10 ljudi ali ni nihče. Ne glede na to, ali so okoli mene vse lučke ali ni nič. Izberite in odločite se zase. In to je tisto voščilo, ki vam ga zdaj želim res dati na srce, pa ne samo danes, ampak tudi za vse prihodnje dni v prihodnem letu. Naj bo to vaša odločitev tudi za naprej. Notranji mir je nekaj, kar je moj temelj. To, da se dobro v sebi počutim. In še nekaj, zdaj v zadnjem tednu smo se v mojem programu Notranji mir pogovarjali z mojimi dragimi strankami, z ljudmi o tem, da si res damo dovoljenje, da smo srečni. Marsikdo od nas je odraščal, tudi jaz, v okolju, kjer biti srečen ni bilo tako normalno, kjer biti otrok in biti srečen ni bilo tako normalno, ker treba biti tiho, ker je bilo treba marsikaj pogoltniti, narediti, ubogati, biti priden. Biti priden je bilo normalno, biti srečen ni bilo normalno. Zdaj smo pa odrasli ljudje in si lahko izberemo, vsekakor je to moja izbira za naprej, za naslednje leto in naslednje dni, da si izberem, da sem srečna. Ampak srečo ne morem pričakovati, da mi bodo drugi dali, ker drugi se lovijo. To je nekaj, kar si jo lahko samo sama dam. In to je moje sporočilo danes za vas, za božič, izberite sebe. Postavite sebe na prvo mesto. Odločite se, da boste našli svoj notranji mir, svojo notranjo stabilnost, da boste začutili, kako neskončno vredni ste, da boste si odločili, da sem vreden,
in da se odločite tudi, da ste lahko srečni. In če boste rabili tu pomoč, da greste globje vase, sem jaz tu za vas in moj program Notranji mir vas čaka, da res posežemo globoko v vas, da spremenimo tista prepričanja, ki so v nas od malega in ki nas vodijo. Ker ja, tudi ta božič je lahko za vas izjemno lep, lahko čutite notranji mir, ne glede na to, če so okoli vas ljudje slabe volje, ne glede na to, če se vam zažge božična večerja, ne glede na to, če je papir za darilca pomečkan, ne glede na to, če, ne vem, smrekica ji padajo vejice dol, ne glede na čisto vse, vi lahko imate v sebi notranji mir. In to bo največje sporočilo, ki ga božič nosi, ampak ga moramo nekako sami sebi podariti. In za te dni, ki še ostajajo do konca leta in za naslednje celo leto, da si izberete, da ste vi lahko srečni. In da se vsako jutro vprašajte, kaj je tisto, kar lahko naredim, da res poskrbim, da bom jaz osebno srečen in srečna. Evo, to je moje sporočilo za božič. Vesela sem, da me spremljate, da smo skupaj, to da je kot rečeno, če vam je video všeč in če želite še več takih vsebin, ki vas bodo opogumljale, se naročite na moj kanal, ga podprite, napišite kak svoj komentar na to temo, kako boste vi naredili, da bo ta božič srečen za vas, da se boste vi v sebi čutili notranji mir. In če želite, da gremo skupaj in zakopljemo globoko in izkopljemo tiste stare resnice in stara prepričanja, ki nas omejujejo, da boste res znali biti srečni vsak dan posebej in da bo vsak dan vaš praznik. Potem pa sem pa tu za vas in tu je za vas tudi moj 3-mesečni program Notranji mir. In mogoče je to največje darilo, ki si ga lahko podarite sebi, da v sebi zgradite trdne temelje, da ste vredni, da ste lahko srečni. In da je vsak dan lahko praznik, odvisno seveda od naše perspektive. Rada vas imam in ostanimo povezani še naprej. Srečno!